Ravno sem opravil tega novega Hyundai i30, s katerim sem se pripeljal z kratkega dopusta. Zase in za svojo brado seveda še nisem imel časa. Tudi kup prahu in pozdravi od ptičev niso mogli zakriti lepe oblike novega i30. V bistvu, če dobro pomislim, smo v zadnjem času pohodili obliko prav vseh novih Hyundajev, kar je bilo za korejske avtomobile še nedolgo nazaj nepredstavljivo. In napredek na prav vseh področjih se seveda pozna tudi pri ceni, ker točno takšen i30 skoraj vso opremo stane že dobrih 18 000 evrov in to ni praktično nič ceneje od konkurence. Zato sem lahko do teh avtomobilov že precej bolj kritičen. Ampak ni panike, ker ni s tem avtom prav nič zelo narobe. Mene osebno najbolj zmoti nenatančen volan, ki zahteva stalne popravke smeri in nekaterem kljub 3 nastavitvam trdote servomehanizma ne čutite nič. Tudi podvozje še ni doraslo nemški konkurenci, ker se i30 včasih obnaša malo nemerno. 1,6 litrski bencinski motor je spodobna izbira, nič posebnega v bistvu. Porabi zmerno veliko, 4 smo šli na pot zelo veliko prtljage in je bila poraba 7,7 litra na 100 km. V kakšen avtocestni klanec ga hitro zmanjka in je potrebno iz 6. prestaviti v 5. ali celo 4. prestavo, kar pomeni malo več hrupa v kabini, sicer pa je motor miren in tih. Veseli me, da je izdelava prav spodobna in materiali nadpoprečni in veliko je prostora tako za potnike, prtljago, kot tudi drobnarije tukaj zraven. Na koncu velja tako kot pri vseh novih Hyundajih. Vzemite ga, če vam je všeč oblika, vozne lastnosti in najsodobnejša oprema pa nista tako pomembni zadevi.